Še enkrat lep pozdrav, da sem se usedla. Moje ime je Neja Hribar in danes bom povezovala to okroglo mizo. Z nami so danes 3 strokovnjakinje na področju tako žensk, njihovega dela, zgodovine, sociologije, tako da bom začela krajše s predstavitvami. Tukaj zraven mene je doktorica Katja Mihurko, ki je redna profesorica na Univerzi v Novi Gorici in vodja raziskovalnega centra za humanistiko. Ukvarja se z reprezentacijami ženskosti in moškosti na področju književnosti in literarne vede, s poudarkom na slovenski književnosti, objavlja članke o ženskem gibanju pred drugo svetovno vojno in v raziskovanje književnosti vnaša pristope digitalne humanistike. Hkrati je ena največjih poznavalk življenja in dela Zofke Kveder in poleg knjige Zbrana dela Zofke Kveder je tudi avtorica Drzno drugačna, Zofka Kveder in podobe ženskosti. Potem naslednja je doktorica Milica Antič Gaber, ki je redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer že več kot 20 let predava sociologijo spola ter koordinira doktorski študijski program študije spola. Kot visokošolska učiteljica deluje tako v Sloveniji kot v drugih državah ter se raziskovalno posveča temam ženskih študij in feministične teorije, feministični politični teoriji, ženskam v politiki ter povezavam spola z nasiljem, telesom ter izobraževanjem. Je tudi ena izmed urednic in kolikor vem tudi pobudnic knjige Pozabljena polovica 1 in 2. Potem še na koncu je doktorica Irena Selišnik, ki je izredna profesorica tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava zgodovino Slovencev v 19. stoletju in zgodovino žensk. Je zgodovinarka in sociologinja, ukvarja se z raziskovanjem spola, socialno in politično zgodovino 19. stoletja vse do druge svetovne vojne, tematsko poleg zgodovine ženskega političnega boja, ki je ujet v knjigi Prihod žensk na oder slovenske politike, ki kroži med vami, se posveča tudi raziskovanju elit, poročnih strategijah, pomenu državljanstva in še bi lahko naštevali. Dobrodošle. No, jaz bi kar začela z letos, kolikor vsi vemo, je leto Zofke Kveder, poleg Srečka Kosovela, katerega vidimo skoraj na vsakem koraku, no tudi Zofke Kveder je vedno več, ampak mislim, da nam je predvsem ta podoba Kosovela s tistimi očali tako blizu, da mogoče Zofko tudi redkeje opazimo. V bistvu, jaz bi vas vprašala, kaj je v bistvu pomen tega, da imamo pač leto Zofke Kveder, kakor vem, ste sodelovali tudi pri tem, da do tega sploh prišlo konec koncev, in kaj dejansko te simbolne geste v bistvu pomenijo. Ja, najprej dober dan, hvala, da ste v tako velikem številu se udeležili tega dogodka, ker je zunaj res krasen dan in še toliko bolj se mi zdi, zato cenimo. Ja, jaz mislim, da se zdaj Zofka Kveder pojavlja tudi vizualno, upam, da ste zasledili kakšnega od plakatov, ki že nekaj časa so po Ljubljani in tudi po drugih krajih Slovenije, in mislim, da je to res tisto, kjer bomo jo bodo opazili tudi tisti, ki je doslej še niso, ne. Tako da zato je res pomembno, nenazadnje neka ta podpora, ki pa moram reči, ni bila tako samoumevna in enostavna. Nekako to, da je postalo leto Zofke Kveder, bom rekla, je bil dvofazen proces. Prvi fazi dokaj neuspešen, tako da jaz sem kar nekako že obupala, potem pa me je nagovorila Simona Semenič, da pač ne smemo obupati, in potem smo skupaj z Mestom žensk to dejansko tudi uspele. Tako da ni tako, ne, bom rekla, kar nekdo se je spomnil pa nam to dal. Spet kot vedno, ne, je to bil kar en majhen boj, in morda tudi zato, ker ravno ker si ne omenila Srečka Kosovela, tam je zadaj občina Sežana, Zofka Kveder pa nikjer ni bila tako globoko zasidrana v tem našem prostoru, in tudi zato nihče
nihče ni, razen nas, ki smo jo pač poznali in cenili, očitno ni prišlo to tako zelo institucionalno, neke višje inštance se jim pa to očitno ni zdelo pomembno. Ampak spet bom rekla, v tem duhu, ki ga je pa Zofka Kveder celo življenje živela, nekega ženskega podporništva, mislim, da mirno lahko rečem tudi sestrstva, je pa čisto prav morda tudi, da se je na ta način to odvilo. In zdaj teh dogodki so se že začeli, prihajajo, odvijajo se po celi, bom rekla, tem naši regiji, ne samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem, kjer je dolgo živela. Naslednji teden imamo pod pokroviteljstvom ambasade v Pragi, slovenske ambasade v Pragi, literarni sprehod po Pragi, tako da mislim, da bo na več koncih, vem, da pripravljajo recimo simpozij tudi na Reki, skratka, vedno več se teh dogodkov nabira, ki jih niti nismo, ki smo pač program zastavile, bom rekla, predvideli, ampak očitno je to dovolj prepričljivo, da se začenja kar precej govoriti o Zofki Kveder in mislim, da je to tisto, kar smo si želeli, da ne bom predolga. Zakaj je pomembno? Mogoče še to, oprosti. Jaz bi rekla, da verjetno tudi zato, ker je še vedno na nek način navdih. Zofka Kveder je šla iz zelo, zelo težkih razmer, v bistvu je imela neko družinsko travmo, v družini je bil res velik problem alkoholizem, ni imela formalne izobrazbe, končala je nekaj, čemur bi danes rekli osnovna šola, pa je se odločila, se odpravila v Švico študirati, postala pisateljica. Skratka, mislim, da njena zgodba res to ves čas nam sporoča, da naj si bo še tako težka situacija na začetku, vendarle je te ovire mogoče premagati, predvsem tudi za neko podporo, spet bom rekla žensk, ker to se je morda premalo poudarjalo, kako zelo dobro je bila v bistvu, če lahko uporabim to besedo, omrežena. Torej, da je imela res omrežje, ne samo žensk, seveda tudi moških, ki so ji tudi zelo seveda na tej poti pomagali, da se je v neke skupnosti vključila in to je, mislim, da temeljno sporočilo, poleg seveda tega, da je bila odlična pisateljica, kulturna posrednica in vse to, ampak to njeno življenje že samo po sebi je tako navdihujoče, tako da to se mi zdi za začetek. Hvala. Zdaj bom kar, Katja, samo še eno vprašanje, ker lih navezava, potem pa grem na naslednji dve gostje. Samo še glede pomena in dela Zofke Kveder. Zakaj jo kljub temu še zdaj tako slabo poznamo? Mislim, ker to smo si zdaj govorila o tem, kako bo to pomagalo, tudi leto žensk, pač leto Zofke Kveder in tako naprej, ampak vemo, v osnovni šoli smo se učili, v srednji šoli smo se učili, ampak to je bila neka omemba in kaj lahko naredimo, da se bo to mogoče popravilo? Jaz sem se nekaj časa zelo trudila, da bi jo ponovno, ker zdaj v bistvu ni v učnih načrtih, da bi jo ponovno vključili, da bi tudi vključili avtorice, ker začeli smo s tem, da dolga leta sploh ni bilo nobene avtorice v tem maturitetnem izboru. Mislim, da je to zdaj malce se izboljšalo, na zadnje leto spet je avtorica, ampak to se da lažje. Sami učni načrti so res zelo, zelo velik izziv za prenoviti, pa ni problem samo Zofka Kveder, jaz mislim, da je še marsikaj v teh načrtih problematično. Ne vem, da bi prav postala del tega kurikuluma, da bi obvezno predpisali, to bo očitno dolga pot. Smo pa poskušali, še vedno dolga, žal, smo pa poskušali na druge načine, z organizacijo, seminarjev za profesorice, profesorje, s tem, da ne nazadnje, imamo zbrano delo, da je dovolj v bistvu tudi nekega materiala, ampak te mlini meljejo resnično zelo počasi. To se mi zdi in ni samo poučevanje avtoric v šoli, ampak je to del, se mi zdi, in tukaj boste lahko seveda sogovornici več povedali, del širšega problema. Zakaj se pa o tem več ne učijo pri zgodovini, zakaj pri sociologiji se tega več ne obravnava. To se pravi, to je samo učni načrti pri predmetu slovenščina so samo eden izmed pokazateljev tega pač
kakšen je položaj nasploh še vedno žensk v družbi. No. Ni edini problem, tako da mislim, da bo se moralo še marsikaj spremeniti, da se bomo tudi o avtoricah več učili. Po drugi strani pa mislim, da pa spet ne smemo preveč precenjevati tega, da mislimo, ne vem, da o vseh drugih pisateljih in vsem tem pa kar ogromno se ve. Jaz mislim, da nasplošno se zelo hitro pozabi še tisto, kar se naučijo, tudi če bi zdaj šli po ulici pa spraševali, koliko pa veste o, ne vem, kakšnem drugem avtorju, Cankarja bodo poznali, ne, ampak zdaj povejte pa kaj več o tem, bi se pa tudi zelo hitro končalo. No. Tako da mislim, da so zelo kompleksni problemi in da ni samo to, da dajemo nekoga v učni načrt, ampak je še marsikaj več, ki potem pripomore k prepoznavnosti. Hvala. Zdaj bi pa vas vprašala, Milica. Glede, Katja lepo zaključila s tem, da imamo probleme ne samo z Zofko, tudi pustimo zdaj še moške, ampak tudi druge ženske nekako ne pridejo v spredje, tudi tako v učnem programu, kar na splošno. Ne? Ampak če pogledamo knjiga Pozabljena polovica 1, lahko rečemo, da je knjižna uspešnica. Ne? Bilo je več ponatisov. Čeprav vemo, da je to nekako tudi nova moda, ta biografski prestop, ne? Je dejansko vseeno se mi zdi, da tudi v slovenskem prostoru spodbudila neko zanimanje tako za ženske, kakor drugače za biografsko metodo. Ampak kaj pa ocenjujete, da je pa dejanski širši pomen te knjige? Ali smo kaj napredovali, ali imamo samo nekaj več knjig doma? Tudi to je v redu, če imamo nekaj več knjig. Najprej bi rekla, da je idejna pobudnica knjige Pozabljena polovica brez ena Alenka Šelih, akademkinja Alenka Šelih, ki je zbrala ekipo 5 sodelavk in to knjigo smo delali pravljičnih 7 let. Ni bilo pravljičnih, bilo je trdo delo 7 let, ki je trajalo, da smo zbrali 129, oziroma zbrali smo jih itak več portretov, objavljenih je 129. In na začetku, ko smo knjigo hoteli lansirati v slovenski prostor, ni izgledalo, da bo sprejeta kot uspešnica. Bile smo neuspešne pri največji založbi, še vedno mislim, da je največja založba v Sloveniji, ki nam ni odprla vrata za knjigo, tako da nam je vrata za knjigo odprla založba Tuma, Tanja Tuma. Ni odveč, da je gospa, se pravi ženska, vodila to založbo in jo potem tudi knjigo izdala. Zdaj išla bo, torej zdaj pa Pozabljena polovica 2, v jeseni letos, mislim, da novembra, tako da decembra, mislim, da bo že lahko na nekaterih vaših policah, torej nova knjiga. Mogoče bo zvenelo preambiciozno, ampak jaz bi rekla, da je pravzaprav ta knjiga Pozabljena polovica spodbudila veliko več, kot smo na začetku pričakovali. Najprej knjiga je kmalu pošla, kar je bilo zelo zanimivo, čeprav je bila kar draga za tisti čas, tako da je bilo treba dotisniti, oziroma dotisk, kako se reče, ponati in potem še ponatis. In leta 2024 je tako, je izšla še verzija z mehkimi pletnicami, tako da je zdaj pa res dostopna zelo široki publiki. Sprožila je veliko več, kot smo pričakovali, v tem smislu, da je bil celo v mestu žensk organiziran in izveden performance na tej ploščadi pred univerzo. Ne vem točno katerega leta, če katera ve, prosim dopolnite, kjer so performerke iz mesta žensk uprizarjale like iz naše knjige. Potem so bili predstavljeni liki iz knjige na plakatih po Ljubljani, spet letnice ne bom vedela. Potem tretja stvar, ki se je zgodila, je, da je šla posebna publikacija, poseben projekt pravzaprav, ki se je napajal iz tega in se je imenoval Pozabljena polovica Novega mesta. Precej širše zasnovan projekt, meni je bil zelo všeč, tudi zato, ker so zbirali lokalno predloge za vključitev pomembnih žensk iz zgodovine Novega mesta in rezultat je bil tudi postavitev nekih obeležij po Novem mestu,
kar je nekoliko zastalo bilo zaradi nekih odzivov, ne vem točno, kako se rekli, zaradi ohranitev kulturne dediščine, ki se jim je zdelo, da je to mogoče pa zdaj nasprotna diskriminacija moških in tako naprej in tako naprej. Tako da zdaj točno ne vem, kje zdaj, koliko je bilo teh obeležij postavljenih, koliko pa ne. In še ena stvar je nastala kot otrok te knjige in to je knjiga Nepozabne, ki je uredila Veronika Tašner in šla je pri Mladinski knjigi, tokrat pri Mladinski knjigi. Zelo lepa knjiga z lepimi portreti naših slikark in ilustratork, ki je bila pa namenjena, nekoliko drugačno zasnovana vsekakor, ampak je bila pa namenjena, mislim, da 3. triadi otrok v osnovni šoli in je tudi, se mi zdi, doživela kar precej dober odziv. Zdaj, koliko je pa to prispevalo k splošni vednosti, je pa težko reči, a ne? Jaz mislim, da je. Vendarle nekaj prispevalo. Slišala sem, da so celo to knjigo, ki je bila namenjena otrokom, moški kupovali svojim partnerkam, prijateljicam, mamam in tako naprej za darila, kar se mi je zdelo lepo. Torej, če je knjiga doživela še ponatis naša, ne, v tej izdaji z mehkimi platnicami, očitno se širi ta glas. Sigurno je na to vplivalo tudi to, kar ste rekli, da se pač neko zanimanje za biografije povečuje. Bi pa rekla, da je rezultat vsega tega tudi to, da ko smo vabili k sodelovanju k pripravi druge knjige, Pozabljena polovica, smo doživeli na izjemno pozitiven odziv od vseh, ki smo jih prosili za sodelovanje. Nihče ni vprašal po honorarju ali kaj podobnega, kar jasno, mislim, da takrat sploh nismo vedeli, ali bo kaj ali ne bo. In knjiga se zdaj pač stopa v zadnjo fazo priprave, tako da teksti so zdaj prišli že vsi iz strokovnega pregleda in gredo v lekturo. Tako da res odziv, kakšen je, se prijemlje, se ne, mogoče bo potem publika tudi kaj dodala. Hvala. Irena, kar tebe nadaljevala, ravno ko smo pri biografijah, ne? Tudi, kot smo že omenili, ne, je nekako tudi trenutno moda, tudi v zgodovinopisju. Ne? Zdaj, kaj te biografije lahko samemu zgodovinopisju, zdaj ne tako splošni javnosti, kot zgodovinopisju prinesejo, ne? In kaj, v bistvu, kakšne zgodovinske vrzeli z njimi lahko zapolnimo? Ja, biografija kot taka je, bom rekla, predvsem dobra zgodba. In dobra zgodba je zame še vedno pomemben del tudi zgodovinopisnega pisanja. Namreč biografija je eden najstarejših in pa najbolj popularnih žanrov, ki je v bistvu preživel celo 19. stoletje. Ne? Namreč v 19. stoletju za zgodovinarja je zgodovina samo seštevek posameznikovih biografij. Biografija pravzaprav preživi tudi to obdobje, ne, in se potem zlasti od 80. let ponovno spet uveljavi. Biografija nekaj časa, bom rekla, je izpostavljena kritiki, kot češ, da je v biografiji nekako se skriva premalo teorije. Kljub temu, bom rekla, v zadnjem času nastajajo dela, ki pričajo tudi drugače. Recimo Barbara Kane, mene najljubših avtoric, se recimo ukvarja prav s tem razmerjem, koliko teorije in pa zgodovinopisja lahko pravzaprav se prepozna v neki biografiji. In mislim, da tudi v biografijah se lahko zastavljajo tudi dokaj pomembna vprašanja. Vsaj jaz, ko sem pisala biografijo, tudi zdaj nazadnje, ne, za Pozabljeno polovico številka 2, sem se srečevala, bom rekla, z nekaterimi vprašanji. Konec koncev se lahko pravzaprav vprašaš, koliko performansa je lahko v neki biografiji, namreč kako se nek posameznik s svojimi veri želi uprizoriti in kako tega pravzaprav lahko ti v tem svojem tekstu uporabiš. Ne? Lahko uporabiš recimo psihoanalitičen pristop. Tako da, bom rekla, teh teoretskih možnosti je kar nekaj, ne? Predvsem, bom rekla, biografija nastopa v kontekstu mikrozgodovine, ne? Mikrozgodovina pa pravzaprav razpolaga z dokaj skopimi veri in v tem pogledu, bom rekla, se tudi zastavlja kar nekaj metodoloških vprašanj pri pisanju biografij.
No, kar se mi zdi meni pomembno je, da predvsem biografija, bom rekla, naslavlja vprašanje, kako lahko pravzaprav skozi posameznika nasloviš družbo ali pa neke širše družbene spremembe. Zdaj, jasno je, da v bistvu skozi posameznika ne moreš opisati vseh družbenih institucij, tako kot preko institucij ne moreš pravzaprav ubesediti posameznika. In ravno bom rekla, v tej dilemi, iskati razmerje med obema, se meni osebno zdi čar biografije. In mislim, da biografija je en tak žanr, ki bo ostala v zgodovinopisju in ohranila to svojo popularnost. No. Ne vem, če sem ti odgovorila na vprašanje. Si, hvala. Ampak bi kar nadaljevala še v bistvu s tvojo knjigo, oziroma kako je s temi političnimi akterkami, borkami za pravice žensk, kako so pa one poznane v splošni javnosti in kako bi se ta del zgodovine lahko še malo bolj približal tudi splošni javnosti? Ja, zdaj seveda, če mi pogledamo, bom rekla, akterje, na področju politike, na področju kulture, so seveda ti bolj reprezentirani. Zdaj, to, da so one manj reprezentirane, seveda lahko iz tega sledi, bom rekla, ali neko pomanjkanje verov, ali bom rekla, sam sistemski pristop. Namreč vemo, da v preteklosti, torej predvsem moški beležijo moške, in so mogoče tudi zato, bom rekla, bolj izločene, se pa v bistvu ženske nasmihajo nekje na obrobju. Konec koncev bom rekla, tudi recimo, če mi beremo samo glaven ver za politično zgodovinopisje slovenske zgodovine, torej bom rekla, politične biografije, se tam, bom rekla, najdejo v kakšnem posvetilu, pa v kakšni anekdoti v teh političnih spominih, kar o čemer pravzaprav piše že Peter Vodopivec. Tako da bom rekla, da delno k temu zagotovo gre tudi pomanjkanje verov. In pa to razumevanje ločitve javnega in zasebnega, zlasti v 19. stoletju. Redko kater, bom rekla, akter 19. stoletja nameni nekaj poglavij svoji soprogi. Mogoče še najbolj recimo Šuklje. Hribar omenja samo, kako je žena zganjala paniko ob potresu, recimo. Tako da ostali pa pravzaprav želijo molčati o tem delu. Kaj je že bilo vprašanje? Pravzaprav nekam odnesel. Ja. Kako te bi jih še približali javnosti, recimo bolj? Ja, jaz mislim, da z različnimi predstavitvami, s tem, da se pravzaprav izkopljejo različne zgodbe. Konec koncev prej tekla beseda o učnih načrtih. Jaz sem pri delnem oblikovanju nekaterih učnih načrtov bila seveda zraven, recimo za gimnazijo. Tam vem, da smo pazili, da vsaj v kontekstu, sicer že sama socialna zgodovina v bistvu je bila, smo jo poskusili čim bolje umestiti v te učne načrte, in tudi tam bi bila zastopana torej zgodovina žensk. Vem, da se recimo zdaj pripravlja prenova učnih načrtov za lokalno zgodovino in tam je precej izbernih tem. In tam zagotovo ena izberna tema bodo tudi ženske v lokalni zgodovini, skozi katere bodo pravzaprav, bom rekla, otroci se zakopali v te zgodbe in poskušali izkopati pomembne, bom rekla, ženske v lokalni zgodovini in tako nasloviti ta vprašanja. Ker mislim, da ravno preko teh dobrih zgodb se lahko ta pozaba najbolje premesti. Ker mislim, da dobra zgodba še vedno lahko sproži zelo dobro refleksijo in je ključna za razumevanje. Super. Najlepša hvala. V bistvu neka iztočnica za vprašanje, ki sem ga imela par korakov naprej, ampak kar v bistvu za vse tri, oziroma Kera želi. Govorili smo zdaj skozi o izobraževanju in vplivu izobraževanja, ampak kakšno vlogo imajo pa mediji, pa recimo danes digitalne platforme pri prepoznavanju in prejšnjih in mogoče bodočih žensk, ki so pač vplivne ali bodo vplivne, Ja, jaz, ko pomislim na digitalne platforme, predvsem pomislim na minljivost virov. Kaj bo ostalo, če se zgodi nek blackout? Pravzaprav bo spet pomanjkanje virov. Tako da ti pisni viri so zame še vedno, bom rekla, najbolj učinkovit način, da se pravzaprav izognemo pozabi. Jaz bi se kar strinjala z Ireno, še posebej, ko berem kakšne analize, koliko sekund sploh kdo posveti temu, da prebere nekaj na raznih omrežjih. Namenoma sem rekla sekund se ve, da gre za minute, ampak že eno tako našo zgodbo rabiš
ja ne vem, rabiš koliko, 6, 7, 8 minut, da jo prebereš, a ne? Dvomim, da bi jo prebrali do konca. Ampak mogoče pa, ne vem, mogoče pa podcenjujemo recimo vpliv klasičnih medijev, ne vem, radija, televizije, ki se mi zdi, da so še vedno precej vplivni v širši javnosti, a ne? Tako da mogoče tukaj, če bi se, ne, neka serija, ne vem, portretov žensk iz zgodovine slovenske politike ali kaj podobnega, a ne, naredilo in bi se to prebralo, prezentiralo, mogoče še s pomočjo kakšnih naših igralk, ki bi to recimo prebrale, pa bi se mogoče bolj usedle, bolj razširilo to njihovo poznavanje po okrog. Kaj ti imaš? Mislim, ni treba. Če imaš. Ja, mislim, se strinjam. Je pa res, da smo imeli serijo znameniti, oziroma še vedno mislim, da je na televiziji pomembni ali znameniti Slovenci, pa tja, jaz sem tudi kaj predlagala, pa pač ni bilo sprejeto, ne. Velikokrat gre za te pač odločevalce na koncu, ki spet ni nujno, da so ravno moškega spola, ne. Žal. Kaj pa mislite, da lahko mi naredimo, da bi se to mogoče malo bolj tudi splošna javnost, recimo mi, ki tukaj le sedimo, kaj bi lahko, razen to, da preberemo, kar vi napišete, kaj lahko naredimo, da bi bile? No, jaz mislim, da vse tri imamo odgovornost kot predavateljice, ne, tu že lahko, sploh ve, kam imate več študentov, da v bistvu se res o teh temah govori, ne. Tukaj se mi zdi, da je tudi, recimo, jaz sem bila zelo na nek način tudi prizadeta, ko je pred časom potekala v okviru te velike debate o jeziku, tudi na tem slovenističnem forumu, pa je ena kolegica napisala, da ona bo pa še naprej govorila, dragi kolegi, če tudi so same študentke v predavalnici, ne, ker to je pa itak brez veze in tako, no. Skratka, tu se mi zdi, da imamo že neke možnosti, da vplivamo vsaj na te mlade, s katerimi mi delamo, ki potem seveda tudi naprej, ne, to ne nazadnje, še posebej, če so z teh pedagoških smeri, ki dejansko potem poučujejo, ne. Ja, jaz bom rekla, da pri nas na oddelku veliko delamo ravno na izobraževanjih učiteljev in tam bom rekla, sama poskrbim, da je vsako leto vsaj ena tema namenjena ravno, bom rekla, ali zgodovini spola ali zgodovini žensk in jih v bistvu pravzaprav na tak način preko verov poskušam zanimirati, da potem to uporabijo v praksi. Zdaj, ali se potem to res zgodi, ne vem, ne, ampak bom rekla, vsi v okviru svojih zmožnosti, pa mislim, da se po svoje prizadevamo to vključiti na razne načine. Bi pa mogoče včasih, no, bom rekla, rabili kakšnega prevajalca, da te naše, bom rekla, znanstvene ugotovitve prevede v nek tak bolj poljudni jezik, pa zmotivira ostale. Tukaj mogoče pa vsi znanstveniki lahko občasno malo šepamo, ker nam so podrobnosti tako grozno zanimive, da se včasih mogoče v teh podrobnostih pa kuriozitetah rahlo zgubimo, no. Potem kaj, mogoče, da bi res probali, recimo, tudi, kakor je portal spol.si napisati, recimo, kakšen krajši povzetek, kaj bolj takega, da bi se več govorilo tudi mogoče na družbenih omrežjih, vem, nimamo, ampak glih zaradi tega nimamo toliko pozornosti tam, ampak če se nekaj kratkega pripravi, mogoče tudi nekdo zdrži, ne, tudi na družbenem omrežju. Jaz mislim, da je to hvale vredno. Vem, da je tudi ona to delala na svojih portalih, omrežjih in tako naprej, prav s takimi kratkimi povzetki iz naše knjige, tako da jaz mislim, da vsaka stvar bo nekaj pridodala, ne bo en kamenček v mozaiku. Hvala. Bom pa malo skočila nazaj in bi se spet vrnila na Zofko Kveder. In tukaj bi vprašala, kako se je recepcija same Zofke Kveder spreminjala skozi čas, ali jo danes beremo drugače kot recimo 50, pa tudi skoraj 100 leti, ne? Ker vsi vemo, da takrat nekako je veljala, ni bila zdaj uspešna kot Cankar, ampak so jo poznali po imenu, ne? Ni bila neznanka. Ja, neznanka ni bila, je pa v bistvu ves čas bila prepoznavna, mogoče tudi Cankar ni zdaj po vseh svojih delih, ampak vendarle poznamo več njegovih del, zgolj mislim, da po misteriju žene pa recimo njeno življenje, ne. Se mi zdi, da
to, kar sem jaz želela, kar sem tudi potem, ko sem prebirala njene tekste, ugotovila je, da je v resnici dosti bolj bogat ta njen opus. In tu se mi še vedno zdi, tudi zdaj se mi zdi škoda, zato smo zdaj tako malo ad hoc, je v tisku knjiga, da se pravzaprav berejo še vedno, zdaj kar nekaj na teh knjižnih klubih spremljam, ampak vedno berejo zgolj njeno življenje, ne? Pa mogoče še Misterij žene. Dejansko pa v njenih delih se pojavljajo res tako raznolike reprezentacije ženskosti, da je pravzaprav škoda, da jo poznamo samo preko teh del, ne glede na to, da seveda ta zbrana dela so narejena, imajo, ne vem, 3500 ali koliko strani, ampak vendarle potem redko kdo poseže, ne? Tako da tudi v tem smislu se mi zdi, da ne vem, več nas bi moralo biti, no? Se mi zdi, da nekako dela vsaka na svojem področju, potem pa ne zmoremo še tega dostikrat prenosa, kot je rekla že, mislim, da Irena, ne, Milica, da potem še to skomuniciramo, ne? To je pač poseben še dodatno delo, ne, ki ni tako enostavno. Mislim, da je zelo pomembno tudi to, da v teh, zdaj eno je seveda recepcija pri nas, ta se je tudi spremenila, ne nazadnje je pač v prejšnjem obdobju tudi so določeni teksti recimo bili, ali pa sploh njena podoba je bila drugačna, no, nekatere stvari so se malo zamolčale, nekatere so se bolj poudarile, ampak predvsem tisto, kar se mi zdi res pomembno, je pa to, da jo recimo danes srečamo v tujih knjigah, da tuje raziskovalke pišejo o njej in da je postala del neke te srednjeevropske, vsaj srednjeevropske, če ne že širše literarne zgodovine avtoric. To se pravi, da ne gledamo več na njo zgolj kot na eno našo edino, bolj ali manj, ne? Ker zdaj tudi ne nazadnje v vseh teh letih se je tudi izkazalo, da ni samo Zofka Kveder edina avtorica moderna, ampak je tukaj še Marica Nadlišek-Bartol, Vida Jeraj, Ljudmila Poljanec. V njihovih tekstih smo tudi našli neke tematike, na katere prej se ni opozarjalo, predvsem pa, da so del v bistvu nekega širšega prostora, ne? Da so pisali o temah, o katerih so pisali tudi njihove sodobnice, da so se medsebojno brale, da ne nazadnje Zofka Kveder je takrat v svojem času bila izredno prevajana avtorica, torej ni samo izhajala v slovenščini in tistih jezikih, v katerih je ona pisala, to se pravi hrvaščini, nemščini, ampak so jo prevajali. Skoraj vsako leto, ko se več stvari digitalizira, odkrijem še kakšen jezik, v katerem je bila recimo prevedena, ne? Tako da tukaj se mi zdi, da predvsem ta interes za avtorice, ki se je pojavil predvsem v drugem valu feminizma, je odprl prostor za premislek o tem, da niso bili neki osamelci, ne, ki so delovali, ampak da so te, kot pač danes na ta način raziskujemo, te transnacionalne povezave zelo zanimive, ne? In da so res del potem neke širše, eventualno uporabim besedo tradicija. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je prav sam feminizem je odprl polje novega razmišljanja tudi o književnosti. Brez tega bi obtičali pač tam, kjer pač je bilo in samo pač primerjalo se jo samo s Cankarjem in seveda, ker pač v resnici razen na nekih točkah nista primerljiva, potem ona vedno bila slabša avtorica, ne? Vse tisto zanimivo in tudi tisti, ki so pisali o njej, so prebrali nekaj teh najbolj, bom rekla, znanih del. Njen izjemno bogat tudi nemški opus, tudi tista besedila res osvetlijo dejansko njeno ustvarjanje, to pa se sploh ni bralo, ne? Cankarja, tisti, ki so se ukvarjali z slovensko književnostjo, so ga načeloma, mislim, da prebrali celega. Pri Zofki Kveder, če so prebrali njeno življenje in Misterij žene, mislim, da je bilo pa že veliko, ne? In to je vplivalo potem na recepcijo, na pač sploh vrednotenje tudi, ne, njenega dela. Pa še to bi dodala, mislim pa, da je zelo veliko nastalo sploh v zadnjem desetletju ali pa dveh tudi diplomskih nalog. No, se mi zdi, da vendarle je zanimanje za njo, pa ne samo za njo, tudi za druge slovenske avtorice, za te primerjave, recimo na Filozofski najdem, ne, kjer so, ne vem, pa primerjava z nemško literaturo ali pa s kakršno, ne vem, češko. Skratka, veliko se
se vendarle v tem akademskem prostoru mislim, da se dela, ne? In da mlade pač raziskovalke, študentke te tematike zanimajo, ne? In da tudi prenašajo potem naprej. Jaz vendarle vedno rečem, da nisem tako črnogleda, da zdaj nobena profesorica ne bi predavala Zofke Kveder, ker vem, da to ni res. Če tudi ni v učnem načrtu, jo vseeno predavajo, ne? Govorijo o njej, govorijo o drugih avtoricah, tako da ni super, ni pa spet tako, bom rekla, kot bi morda delovalo, da ni nobenega odziva na vse, kar počnemo. To pa mislim, da ni. Ne? Jaz sem tukaj dodala, da mogoče tudi v polju zgodovinopisja, ne, je vse bolj, bom rekla, postavljeno pod vpogled neka nacionalna narativa. In s tem bom rekla, ko se dogaja neka dekonstrukcija nacionalne narative, pravzaprav take avtorice priplavajo na površje, tisto, ki so v bistvu mogoče nekoč bile pozabljene, tudi zato, ker jih pač enostavno se niso mogle umestiti v neko slovenskost, naprimer, ne. Tako da se, bom rekla, zdaj tudi vedno bolj razkriva, točno tako, kot je rekla Katja, ne, neka srednjeevropska mreža, ki je obstajala in bila, bom rekla, zelo intenzivno prepletena, izmenjava, ne, v zadnjem času, recimo, ne vem, ne, da je Elvira Sitik Dolinar pravzaprav bila pacifistka, pisala v avstrijskem prostoru o pacifizmu. To so take zadeve, ne, ki, bom rekla, zdaj prihajajo na dan šele v zadnjem času, ne. Še jaz nekaj v tem kontekstu dodam. Pri pripravi te druge knjige, se pravi Pozabljena polovica 2, smo še na eno zanimiv fenomen, bi lahko že skoraj rekla, v slovenskem prostoru naletele. In sicer tak, bom kar krepko besedo uporabila, tak zanikaren odnos do arhiviranja nasploh, ne? Do shranjevanja neke zgodovine. Tako da smo pri večjih ženskah, ki smo jih hoteli vključiti v našo knjigo, naletele na praznine. Precejšnje praznine pri poznavanju, celo na institucijah, ki bi morale skrbeti za lastno zgodovino, za ohranitev nekega spomina na začetnice, na prve direktorice, na prve, ne vem, kaj so že, guvernerke Narodne banke, recimo, in tako naprej in tako naprej. Tako da je ta priprava druge knjige povzročila tudi to, da bo zdaj recimo izšla ena knjiga o Ivi Šegula, ki je bila prva direktorica Pedagoškega inštituta. Na Pedagoškem inštitutu tako rekoč niso imeli nič o njej, ne. Tako da bo zdaj izkopavanje te zelo pomembne avtorice se bo izkazalo, da boste išli dve monografiji, če sem prav, oziroma ena monografija pa ena posebna številka revije o njej, ki jo bo postavila ob bok najpomembnejšim avtoricam in avtorjem na tem področju pedagogike, s katero se je ona ukvarjala. Recimo o prvi guvernerki Narodne banke Slovenije je zelo malo arhiviranega gradiva, ne? Tako da najbrž bi še lahko naštevala, ta dva sta mi zdaj padla na pamet. In ko bomo delali tretjo knjigo, upam, da bodo delale še tretjo knjigo kolegice mlajše, se bo spet ugotovilo, kaj vse nam manjka, česa nismo dali shraniti, česa ni v arhivu Slovenije ali pa v arhivih po občinah in podobno, ne? Tako da to je tudi ena od naših, bi rekla, negativnih, bi rekla, ne vem, nacionalnih posebnosti ali kaj, da mislimo, sej niti ni toliko pomembno, ne? Pa je. Še posebej, recimo, smo še na en problem naletele, pa tudi se najbrž, ne vem, pri drugih ugotavlja, pri drugih pripravah projektov ali portretov, fotografski material oziroma slikovni material. Tega je tudi izjemno malo ohranjenega. Jaz ne morem verjeti, da za eno žensko, ki je bila v špici slovenskega gospodarstva in politike v drugi polovici 20. stoletja, ni shranjene ene portretne fotografije. Ali športnice, recimo. Ene portretne fotografije. Niti družina tega nima, recimo, ne, širša. Ja, na to smo tudi naleteli. Tako da cela vrsta vprašanj in problemov se odpira, ko začneš enkrat brskati in iskati materiale. Hvala. Ravno v bistvu
tem sem tudi jaz razmišljala, zdaj sem se ukvarjala z migranti, pri migrantkami in sem ravno naletela na isti problem pomanjkanja gradiva v teh ljudeh. In zaradi tega bom rekla iskreno, je meni zelo veliko pomenila že Pozabljena polovica 1, ker ni šla strogo nacionalno. Gledala je na ženske, ki so ustvarjale v slovenskem prostoru in ni gledala na to, ali preštevala krvničk, no? Ali so dovolj Slovenke ali ne, da smo natančni. Tukaj, če boste pogledali knjigo, boste videli veliko ljudi, ki mogoče jih ne prepoznate takoj in predvidevam, da bo v drugem delu podobno, ne? Da ste podoben princip ubrali. Ja, podoben princip smo ubrali smo neki kriterijev je, ker se jih držimo iz prve knjige tudi naprej. V tej drugi knjigi bodo vključene ženske, ki so bile rojene med leti 1920 in 40 in preminule do leta 2020 in ki so delovale na različnih področjih, bodisi v Sloveniji, bodisi izven Slovenije, so bile rojene v Sloveniji, pa so delovale drugod, rojene drugod, pa delovale v Sloveniji, delovale v zamejstvu, delovale na različnih kontinentih, na kakršenkoli način prispevale k zgodovini Slovenije ali zgodovini polja, v katerem so delovale. Skoraj zelo, zelo široko. In vključile smo nekaj novih področij, ki jih prej v prvi knjigi nismo imele, vključenih tudi zaradi tega, ker pač na teh področjih še niso delovale. Naprimer arhitekturo, naprimer fotografijo, naprimer kar nekaj področij iz tega širšega polja naravoslovja in tehnike. Kaj še? Mogoče sem kaj izpustila, ampak skratka iz področji, kjer so pač postopno prodirale vanje in tam pustile svoj pečat. Ne. Tako da bo najbrž bo spet približno okrog 130 portretov, tudi zelo enakomerno se mi zdi, da bodo porazdeljene, čeprav seveda humanistika, družboslovje, literatura, gledališče prevladujejo, ne? Tam jih je veliko več kot kje drugje. Okay. Čeprav nismo vsakega vprašanja obdelali, smo jih mislim, da preko odgovorov več ali manj že. Da ne bomo predolge, me zanima, ali ima še kakšno od vas kaj, ki bi rada poudarila, preden gremo na vprašanje publike. Mogoče bi vseeno dodala, da se mi zdi vendarle, zdaj sem premišljevala o vseh teh odgovorih, da to leto Zofke Kveder vendarle prinaša veliko dogodkov. Recimo med drugim bomo zdaj kmalu začeli skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico univerza, na kateri delam, urejanje pisem Zofke Kveder, skratka vsa njena pisma, že zdaj smo jih pač v okviru projekta, ki ga izvajam, skoraj 300 prepisali, uredili, zdaj jih bomo še skoraj 100, skratka v to bo vključena spet, tako že kot pri Kosovelu, velika mreža prostovoljcev in prostovoljk, skratka delamo, ne vem, kolesarsko pot, nenazadnje v Delu so bile 4 strani. Zdi se mi, da vendarle, če zdaj ne bo doseglo to sporočilo, težko da bi, ne, veliko je oddaj, tako da mislim, da je to zelo pomembno, no, vendarle tako sporočilo, ki ga je vlada s tem, da je razglasila to leto, poslala v svet, veliko z različnih področji ustvarjalcev je naenkrat Zofko Kveder odkrilo in dela projekte o njej. Tako da mislim, da je to vendarle zelo pomembno, da je ta institucionalna podpora, ker odpre vendarle marsikateri kanal, ki bi sicer pač ostal zaprt, ne? Tako da mislim, da bo vendarle na koncu veliko več ljudi vedelo za Zofko Kveder, kot so vedeli pred letom 2026. Jaz sem prej pozabila omeniti še knjigo naše znanstvenice, ki je tudi izjemno pomembna in jo je uredila Jovana Mihajlović Trbovc in prinaša zgodbe znanstvenic iz
celotnega jugoslovanskega prostora. Tako da tudi to je eden od še dodatnih knjig, ki so, ne vem, če so se napajali, ampak vsekakor so podobno nastajale kot ta naša. Bi pa rada rekla, da bi bilo dobro in upam, da se bo to tudi zgodilo, na enem že delam podobni iniciativi, da bi se izdajale knjige tudi po posameznih področjih, ker tukaj pač selekcija na delu. Vrsto pač kriterijev smo morali upoštevati, zato da knjiga ne bi od 600 strani prišla na 1600 strani. Tako da mislim, da si vsako od teh področji zasluži še posebno knjigo, portretov žensk iz ne vem, športa, iz humanistike posebej iz naravoslovja, čeprav tudi naše fizičarke, fizika moj poklic je knjiga in tako naprej. Je kar nekaj tega, ampak mislim, da je še veliko prostora za to, da se ta projekt nadaljuje na posameznih področjih. Se Irena tukaj vidim, da če smo že pri tem, kaj pa v zgodovinskem pač spominu, glede žensk, katera so področja, ki so še najbolj prezrta? Mislim, zaradi narave verov, zaradi, bom rekla, tega občutka do arhiviranja, bom rekla, je kar še precej področij, ki bi jih bilo vsekakor, bom rekla, za zapolniti. In tako kronološko, recimo antika, ženske v antiki. Sicer moja kolegica Alenka Cedilnik je vodila recimo seminar na to temo, vendarle pa mislim, da je malo napisanega o tem. Do leta 1800 dokaj malo o ženskah, ki delujejo v slovenskem prostoru in, bom rekla, soustvarjajo zgodovino. Tako da v kronološkem smislu, zdaj, če gremo po poljih, verjetno, bom rekla, tista področja, ki so najbolj nekako moško dominantna, naprimer, ne vem, vojaška zgodovina, diplomatska zgodovina. Tam je, bom rekla, zaradi pomanjkanja verov, zato ker ženske dolgo časa v to sploh niso mogle vstopati, tudi še precejšnja luknja, ki bi jo bilo treba zapolniti. Zagotovo recimo diplomatska zgodovina, pa naprimer, kako so ženske tudi v socialistični federativni Jugoslaviji so ustvarjale, recimo politiko enakih možnosti tudi preko mednarodnih organizacij. To se mi zdi, doslej ostaja praznina. In so možnosti, da se pravzaprav zapiše tudi to. Torej, da se, pa mogoče tudi seveda te velike ideje, se pravi, ne vem, intelektualna zgodovina, zgodovina idej, ženske tukaj pravzaprav ali so prisotne bolj na nekim marginali, kot neke tvorke mogoče socialne politike, nikoli pa v bistvu ne kot tvorke velikih narativov ali pa velikih idej. Tako da tukaj vidim dodatne možnosti tudi za raziskovanje mlajših generacij, ki bi recimo to lahko izkopale in popolnile to sliko. Pa ohranjale zgodbe žensk, ki so v obdobju izteka njihovega življenja, da se ohranijo neke stvari, ki bi sicer z njimi tudi odšle. To se mi zdi še posebej pomembno poudariti. Pa mogoče še neka senzibilnost tudi za starost. Se mi zdi, da zelo raziskujemo ženske kot ženske, ne raziskujemo deklištva, ne raziskujemo obdobja potem starejših. To se mi zdi, da tudi še imamo veliko možnosti. Najlepša hvala vsem, zdaj pa dajem možnost publiki, če ima še kakšno vprašanje. Dobar dan, Mateja Mandelštenbach, Združenje Ona ve. Pa ne bom zastavila vprašanja, ampak hvala vam, da odpirate te teme pa da delate na tem. Bi v tem duhu, kot ste rekli, kaj lahko naredimo. Tako da jaz bom že jutri pisala urednici oddaje Intervju, kjer v Ona ve tudi merimo prisotnost ženskih glasov v medijih in oddaja Intervju je recimo poglobljena oddaja, se odda naprej pripraviti z dobrimi sogovornicami in sogovorniki in še vedno ugotavljamo, da je tam 30% ženskih glasov. Tako da v tem duhu leta Zofke Kveder, prihajajoče pozabljene polovice, drugi del in glede na to, da smo zdaj tudi še v aktualnem povolilnem času, bom jaz jutri pisala in bom predlagala, da se vsako posebej povabi v oddajo Intervju. Hvala.
Še kdo rabi tisti mikrofon, ki kroži naokoli? In jih pa rada prišparam za humoristični konec. Mene bi zanimalo ob vsem vašem raziskovanju in Zofke in vseh teh pozabljenih žensk, katera vam nepoznana zgodba ali pa anekdota ali pa odkritje je bila una, ki vam je mogoče dala največji wow moment, največje upanje, je bilo najbolj presenetljivo, kaj je bilo tisto, kar je bilo v tem. Si predstavljam, da včasih mukotrpnem delu po praskanju te praznine, kaj vas je najbolj navdal z nekim tem, wow, te ženske so bile res amazing in super in res stojimo na ramenih velikank. Kaj je bil tisti wow moment? Ja, jaz mislim, da kar nekaj, ne vsakič, ko s tem, da mene pogreva jeza, ne, ko nekaj ne najdem, ne, potem se zakopljem, to pa moram najti, ne, in potem ob tukaj recimo mi pride na misel Lina Kreuter-Gale, ki je recimo bila ena najpomembnejših osebnosti pred Prvo svetovno vojno, ampak nikakor ne moramo o njej najti fotografije. Recimo, ne, ona je bila ljubljanska Nemka, pomembna v kontekstu, bom rekla, Sudmarke, kasneje se potem preseli v Graz po Prvi svetovni vojni, ampak jaz te njene fotografije ne moram najti, čeprav sem gnjavila že okrog. Ali pa recimo, ne vem, Adelma von Vaj, ne, spiritualistka, svetovno znana, njene knjige pravzaprav se še danes prevajajo, ne, v New Agerskih krogih. Tako da meni je bilo to, mislim, tako zelo zanimivo, no. Upam, da boste razumeli to, kar hočem povedati, oziroma da bom jaz znala povedati to, kar hočem povedati, da boste pravilno razumeli. Jaz moram reči, da me mene navdalo z nekim optimizmom, da so me navdale z optimizmom reakcije moških kolegov, ki sem jih bodisi intervjuvala za kakšen portret, ali sem jih prosila za recenzijo, ali sem jih prosila za kakšne podatke ali kaj podobnega, ki so vsi reagirali tako, da so zelo hvaležni, da se ohranja spomin. Se jih ni bilo 100, ampak jih je bilo, jih lahko naštejem na prste obeh rok, ampak se mi zdi, da njihova reakcija, da super, da ste to naredili, veste, koliko je bila ona fajn, pa ne vem, ona je recimo bila, jaz sem bil njen asistent, pa ne, sva zelo dobro sodelovala, veliko sem se od nje naučil recimo in take stvari. Se mi zdi, da to, če potem moški to naprej predajajo, ne prodajajo, predajajo naprej, se mi zdi, da je to zelo veliko lahko, da skratka se s tem ne ukvarjamo in glorificiramo ženske, ampak da tudi moški znajo narediti poklon tam, kjer ga je seveda treba. Se pa zavedam, da se bo morda kakšnemu bralcu, morda tudi kakšni bralki, ko bo brala naše portrete, zdelo, da preveč naklonjeno pišemo o njih in da se bo zdelo, da jim dajemo preveč, da jih preveč povzdigujemo, če poenostavim, ampak se mi zdi, da smo poskušali vsaj po tistem strokovnem pregledu tudi to nekako omiliti, da ostaja ta da bolj kot nerealna slika, nikoli pa ni čisto objektivna, ne? Ja, jaz najprej seveda delim izkušnjo Irenino in sicer, mislim, Milica, da smo glede tega komunicirali, tudi jaz ne najdem fotografije, ne, izjemne Ade Kristan, ki je bila govornica v bistvu na prvem praznovanju 8. marca, ne, zelo pomembna socialna demokratka in je tudi popolnoma zbrisana bila v bistvu iz tega. Ne bom rekla, da niso o njej pisali, ampak iz nekega širšega spomina in zato se seveda tudi niso ohranili dokumenti. Zame je recimo zelo pomembno tudi mogoče dokumenti, o tem nismo govorili, ko pišem, zdaj sem pač eno daljšo biografijo, ki bo jeseni šla napisala ponovno Zofke Kveder, ki postajajo bolj dostopni. Recimo to so te knjige na matrikuli, krstne poročne knjige, družinske knjige, vse te zadeve olajšajo, ne, digitalizacija, nasploh dajanje javnosti, da ne rabi imeti, ne vem,
5 župnikov kontaktirati, da mi to pokažejo, ki se 4 itak ne odzovejo, ne, ampak da grem mirno v nadškofijski arhiv in te knjige dobim. Recimo, to se mi zdi zelo pomembno. Sicer pa, ja, mislila sem, da me ne more kaj dosti več pri Zofki Kveter presenetiti, ampak ravno danes zjutraj sem dobila pismo enega gospoda, ki je ugotovil, da se je družila s prostozidarji, da je bil njen mož Juraj Demetrovič prostozidar in da je tukaj še nekaj za odkriti, tako da očitno ja, nikoli ne reči, da veš vse, no, ker očitno bomo zvedeli, da je bila še v kakšni loži. Ali pa vsej moški, s katerimi se je družila. No, zelo močno dvomim, da bi njej odprli ta vrata. Drugače pa mogoče še to, mene je vedno fascinirala res ta solidarnost med ženskami iz tega obdobja, kako so se podpirale, kako res, tudi ko ona bila v vseh teh težkih trenutkih, res so ji nudile to podporo. Elvira Dolina, recimo, pismo, ki je ga napisala malo pred smrtjo, s katerim bi jo opogumila, je res en tak izkaz prijateljstva. Tako da to se mi zdi, da dosti premalo poudarjamo, kako so vsi stale ženske ob strani, ne? In se podpirale in si dajale moč. Ja, hvala za vse, kar ste povedali danes. Jaz bi vas poslušala do jutri zjutraj, po mojem, brez problema. Pa najbrž še kdo, ne samo jaz. Zanima me, če lahko malo orišete zgodovinjenja žensk. Kako se to spreminja s časom, kako se je razvijalo, pa če se vam zdi vredno pokomentirati to, da večina, kako naj rečem, kolumnistk in kolumnistov v glavnih v mainstream medijih, ko pišejo o različnih področjih, ne, od politike do kulture, umetnosti in tako naprej, se vedno referira samo na moške avtorje. Mislim, tako redko naletiš na žensko ime, mene to danes pa res zelo boli, no. Mogoče sama začnem za zgodovino. Torej, jaz bom rekla tako, ne. Recimo v medvojnem obdobju so prvi začetki pisanja zgodovine žensk. To pišejo društva, recimo Splošno slovensko žensko društvo, pa bom rekla glavna tajnica tega društva, Minka Govekar, recimo izda zbornik Slovenska žena. Ta je v celoti dosegljiv na DLI-bu in ga vsakdo lahko pogleda. V tem obdobju izide tudi ena knjiga, mislim, da prve slovenske starejše pisateljice, popravi me Katja, ker sodi to tudi že na literarno zgodovino. Tako da to so, bom rekla, ti prvi začetki. Medtem ko se pa recimo v kontekstu ženskega pokreta, to je eno društvo, ki pravzaprav ima podružnice v Ljubljani, Zagrebu in pa Beogradu, izdaja tudi časopis Ženski pokret, pojavljajo tudi že prvi teoretski teksti o pisanju zgodovine žensk, kje je v bistvu meja med aktivizmom, empowerment in kaj je prava znanstven način pisanja zgodovine žensk. In ti teksti so takrat že objavljeni. Potem po letu 1945 se mi zdi pa tako, kot pač sledi enemu splošnemu toku razvoja takratnega pisanja zgodovine, torej pišejo se predvsem teksti povezani, a ne, z OF-om, z delavskim gibanjem, s partizanskim gibanjem. V tem kontekstu ogromno naredi, se mi zdi, Erna Musar, ki tudi recimo začne zbirati pričevanja prvih taboriščnic, zbira arhivsko gradivo, to je danes pravzaprav vse ohranjeno v rokopisnem fondu Erne Musar, v rokopisnem oddelku Nuka, tudi recimo povezanih z Angelo Vode, na primer, a ne, kako se ustanovi, kaj v bistvu počne ženska skupina v okviru OF-a. Potem bom rekla pa drug tak prelom, ker pa v bistvu je Milica, bom rekla, že ena izmed skoraj soustvarjalk, ko se začnejo sociologinje posegati in pisati, ne, o zgodovini žensk, recimo Naše žene volijo in tako naprej, a ne, nastajajo teksti, s tem, da do takrat so ti teksti recimo v zgodovinskem časopisu ali pa prispevkih za novejšo zgodovino dokaj redki, a ne. Omejeni mogoče, ne vem, na 3 članke Darja Mihelič, ženske v Piranu v srednjem veku, Darja Fišer, tobačne delavke, torej zelo, zelo, bom rekla, en tak omejen nabor, potem v 90-ih letih pa en tak preboj. Potem tudi kasneje recimo z Petrom Vodopivcem, ki napiše tisti članek v Zgodovini za vse, potem zborovanje zgodovinarjev ali zgodovinskih društev,
No, ker pa lahko pa mogoče kaj več pove Milica, ker je bila zraven, skoraj kot so ustvarja to sceno. Ja, jaz sem ti zelo hvaležna, Irena, da si omenila Erno Musar. Jaz vedno o tem govorim, zato danes nisem, pa bom vseeno. Res je pomembno to, te naše prednice, ki so bile že izobražene. Tukaj res je zame izjemno pomembna bila Marja Borštnik. Marja Borštnik je še poznala Vido Jeraj, Marja Borštnik je imela uvid v dokumente, ki so kasneje, jih ni sploh več bil na razpolago. In one, te prve raziskovalke ženskega avtorstva so res postavljene temelje in zato nam je dosti lažje, ker so v bistvu marsikaj že raziskale. Lahko smo potem, ko je bilo res kar dobro raziskano življenje Zofke Kvedr, sem se lahko ukvarjala z reprezentacijami ženskosti, ker je bila tista osnova že narejena. In to se mi zdi res pomembno, da ko so se prve te izobraženke pojavile v slovenskem prostoru, to je bilo pač med obema vojnama, z univerzo, nenazadnje tudi ljubljansko, so postavile temelje, vsaj v literarni zgodovini, in to zelo kvalitetnega. Meni se včasih zdi, da je celo Marja Borštnik prestroga do recimo avtoric svoje dobe, ampak res kvalitetno raziskovanje, tako da to je zelo pomembno, da lahko gradimo na tem, kar so naredile in kar jim ni bilo lahko, ker zgodba Marje Borštnik seveda ni samo zgodba svetlih trenutkov. Tudi nenazadnje Erna Musar, jaz sem slučajno enkrat naletela na, ko je ponovno izdala njeno življenje, ki do takrat je bilo samo v prvi izdaji med vojno prvo, je zelo moj kolega Stanovski zelo grdo pisal potem o tisti knjigi, zelo jo je napadel. Skratka, ni bilo samoumevno, da so to delale, so pa res postavile temelje. Erna Musar je, kakorkoli zdaj mogoče to ni najlepše, ampak je vzela vso zapuščino iz Zagreba in se na ta način, potem so pisale njene potomke, predvsem hčerka Zofke Kvedr je pisala, ja pa kje je zdaj ta zapuščina, pa niste napisali knjige, ker pa če ni, potem si predstavljam, zato ker so bili neki objektivni razlogi, ker je bila ogromno naredila Erna Musar za Zofko Kvedr, ampak na ta način se je ta zapuščina ohranila in je danes vsem dostopna delno, ravno v njeni zapuščina Zofke Kvedr. Poleg tistega, kar sta odnesla Fran in Minka Govekar, ki jo omenjaš, to, kar je Erna Musar odnesla, se je ohranilo. Zato je tak arhiv danes na razpolago. Tako da res je pomembno, da so pred nami, da imamo te prednice, ki so to naredile, da lahko mi, kot je bilo prej rečeno, na njihovih ramenih potem postavljamo stvari naprej. Irina mi preveč pripisuje, zato ne bom odgovarjala na to, kar je nastavila. Mislim, da bo ona veliko bolj to naredila. Ampak me je pa spomnila na to, kako je začela in posredno odgovarjam na to vprašanje zgodovinjenje zgodovine, kje so bili začetki oziroma zakaj je sploh prišlo do ideje pozabljene polovice. Alenka Šelih in same smo malo pogledali, kako je z letopisi bili, takrat so izhajali, če se spomnim, v 90-ih letih letopisi Slovenije, pa portreti Slovencev v zgodovini 20. stoletja, pa tako naprej, ker praktično ni bilo ženske. Pa tudi osamosvojitelji, med osamosvojitelji recimo se je samo Spomenko Hribar recimo omenjalo in tako naprej, med akterkami tistega prehodnega obdobja. Tako da to je bil eden od razlogov, zakaj je ta pobuda nastala. Skratka, žensk ni bilo. Kjerkoli si odprl te publikacije, je bila ena, dve. Če pogledate naslovnice, so bili sami moški liki natisnjeni. Tako da iz te potrebe je nastala ta ideja, ampak zanimive so bile reakcije, ko je šla prva knjiga, kjer so, in to mogoče zgodovinarke Marta Verginela zna kakšno zgodbo povedati, iz zgodovinarskih vrst so spodbijali prvič naslov.
niso pozabljene, saj ni res. Sej so bile, ne vem, sej za njih se je vedlo, pretiravate in tako naprej. In tako naprej. Čim se je uneslo nekaj tega v kolektivni spomin, je to streslo tla ali pa saj v glave nekaterih zgodovinarjev, najverjetneje tudi sociologov, politologov, ne vem, literarnih zgodovinarjev in tudi kakšne zgodovinarke in sociologinje. Skratka, je vnašalo to nek nemir, kaj se greste, tako kot je recimo pri tej pozabljeni polovici Novega mesta eden pomembnih zgodovinarjev pri nas prišel s to tezo, zdaj pa vi delate obratno diskriminacijo, zdaj pa diskriminirate moške, zakaj pa ne bi vključili tudi teh moških, ki so bili pomembni? Ja, seveda, vključite jih, saj ni noben problem, oziroma so že vključeni, so že imajo svoje zgodovine popisane in s tem ni nobena nasprotna diskriminacija, ampak je popolnjevanje nekih praznin. Tako se je reagiralo na poskuse vnašanja nekih zgodb v to zelo, bi rekla, enoplastno zgodovinsko vednost. Se še smej? Seveda. Dokler nas ven ne vržejo. Se hecam. Ja, hvala za to. Veliko se da naučiti o tistem preteklem, skozi te knjige in še skozi marsikaj drugega. Jaz imam pa nek občutek, ki priznam, da mi je ga sodelovanje pri brskanju za eno od oseb, ki jo je prineslo k meni in kolegici na mizo v nek kabinet, iskanje, nekaj sporočilo o tem, kaj izgubljamo, ne samo na ravni spomina, ampak na ravni potence, da nekaj naredimo smiselno, če tega ne delamo. Če torej arhive pozabljamo, če je z lučjo pri belem dnevu treba iskati ne samo eno fotografijo, ne vem, Milice Ozbič verjetno ali koga, ampak mi izgubljamo vpoglede v to, kako bi lahko bolje ravnali, če bi vedeli. Iva Šegula je bila ženska, ki je naredila do zdaj, pa to govorim jaz z neke povsem določene optike, najboljšo študijo uvajanja osemletke v Sloveniji. Tista 9-letka je bila slabše pokrita. Zakaj? Med drugim, ker je bil molk, anatema nad njo in nad njenimi študijami takrat tako velika, da jaz sebi ne morem oprostiti, da je gospa bila še živa, ko bi jaz že moral vedeti za njo in bi se lahko naučil, da je tam nekje neka študija, ki je narejena to the point, tako kot bi to moralo biti narejeno. Ne, mi smo to zgubili. In ko govorite o arhivih, če se da kaj zavesti, kje kaj je to zelo pomembno. Če bo ta digitalizacija omogočala kaj od tega dodatno, in jaz mislim, da omogoča, ne samo da jemlje, samo se s tem treba resno ukvarjati. Jaz še sedaj, ko jo berem, ko delamo te 2 knjigi boste išli in ena revija bo posvetila premislekom njenega dela svoj prostor, se sprašujem, kako je misel potovala, ko jo berem, vidim, to je pa Vigotski, Madonna, se to je najverjetneje Dewey, to pomeni progresivna pedagogika, je v teh prostorih živela takrat, kako je živela. Zelo si želim, da bi lahko pogledal v njeno knjižnico, ampak te knjižnice ni mogoče najti. Tam ni bilo 5 knjig, ampak je bilo potovanje za tem, da je na Slovenskem se resna znanost na področju pedagoških ved vzpostavila in gospa ni bila slučajno prva direktorica pedagoškega inštituta. Tako da sedanjost in prihodnost sta tudi tam. Jaz moram ponoviti prošnjo od prej, se navezujem na Slavkota, kako komentirate komentatorje v mainstream medijih, ki se vedno referirajo samo na
moške, ker mislim, da je pač to, da arhivi so, da obstajate strokovnjakinje, ki iščete po njih, ki kopljete, ki izkopavate zgodovino, je nujnost, seveda, ne. Ampak dokler ni v širši zavesti, da obstajajo Ide Šegule in ne vem kdo še, pač katere vse ženske, je to, se vedno znova stvari izgubljajo, ne. Zgublja se to, o čemer je Slavko ravnokar govoril. Vednost, ki je tukaj že bila, pa je izginila zato, ker je ženska pač nepomembna figura v tem prostoru, v tej javnosti. Ja, jaz sem hotela par besed reči, pa sem pa pozabila, Mojca. Jaz mislim, da to izhaja iz splošnega vedenja, občutenja, ravnanja v širši javnosti, da so pač moški tisti, ki so ustvarili vednost, ne? In vemo, katera so velika imena, ona se tam, in če ti citiraš tega, se zdi, kot da ti poznaš ta del zgodovine in ne, ali pa sedanjosti, in potem to na tej osnovi potem seveda tudi sebe prodaš kot nekoga, ki pozna to, ne. To izhaja tudi iz v našem, bi rekla, akademskem polju smo zaznali pravzaprav to politiko citiranja, a ne, ki temelji na tem, da moraš ti natančno vedeti, kdo so tisti 3-4 avtorji, običajno so moški, ki jih moraš citirati zato, da bo tvoj tekst prepoznan, kot da sodi v to polje, ne. In kolegice, ko smo delali za ta naš načrt enakosti spolov, celotni filozofski fakulteti, in smo pogledali tudi, kakšne so objave, kdo kaj objavlja, s kom je objavlja, koga citira, so prav na to, predvsem, tu bom izpostavljali jezikoslovje, ampak najverjetneje ni samo na jezikoslovju, da so same rekle, da jih kolegi, čeprav pišejo tekste iz področja, na katerem so same objavile kar nekaj tekstov, ne citirajo njih, ampak svoje moške kolege. In to je praksa, ki je precej razširjena. In me ne čudi, da se taka praksa potem prenaša tudi v novinarstvu, če je šlo za to, oziroma v medije. Tam je pa še en dodaten razlog, da seveda so novinarke in novinarji pod časovnim pritiskom in potem seveda čim hitreje dobiti informacijo od nekoga, za katerega misliš, da ve, a ne, in to vnesti v tekst, in s tem je zadeva zaključena, ne. Tako da to so neke splošne prakse, kako jih, ker si mogoče ciljali tudi na to, kako jih razdrmati, kako spremeniti. Sama razen to, da če se me prosi ali če se nas prosi za to, da kaj razložimo ali pa da kaj povemo ali pa da jim kam napotimo, naredimo, več od tega ne vem, če lahko mi prispevamo. Ja, jaz sem zelo vesela, mislim, da tako kot ona ve, ne, mreže obstajajo, ker vendarle dajejo nabor strokovnjakinj in ne morejo zdaj več reči, da ne vedo, kdo o čem piše. Ampak je pa tudi moja izkušnja ta, da najprej pogledajo na internet in tisto, kar prvo pade ven, tisto pokličejo, ne. Pa če je to nekdo, ki je naredil neko minorno zadevo, ampak se je znal dosti bolje prodati kot nekdo drug, ki je lahko življenjsko delo naredil na nekem področju, bodo najprej kontaktirali tisto osebo, ki je pač se znala boljše spromovirati svoje delo boljše, ali pa je imela za sabo založbo, ki je pri tem pomagala. To se mi tudi zdi, da res je to, ne, tudi kar praviš, Milica, dostikrat pač najhitreje, kar se da, in tisto, kar pride na površje, so seveda najbolj citirani, najbolj pogosto v medijih pojavljajoči se osebe, ne, in pač večinoma, čeprav mislim, ni vedno, ne, žal, jaz imam tudi drugačno izkušnjo. Ni nujno, da je moški, ne, lahko je tudi. Še kdo kaj? Ne? Pa res. Še enkrat najlepša hvala našim gostem danes. Res je bil lep pozno popoldne in hvala publiki, da ste kljub tako lepemu sončnemu vremenu pristali na to, da ste tukaj v kleti, ali kako bi rekla. Najlepša hvala in lep pozdrav.